Mateja Perpar, pasje dogodivščine Šnufa in Tace. 11. Nevaren izlet. Šnuf, Taca ter njuna gospodar in gospodarica so se tistega dne odločili, da na sprehod ne bodo šli na bližnji hrib, ampak se bodo odpeljali nekam dlje. Sedli so v avto, gospodar za volan, gospodarica poleg njega, na zadnjih sedežih pa sta psa vsakih 5 minut zamenjala mesti, ker se nista mogla sporazumeti, kateri prostor je boljši. Po približno 20-minutni vožnji, med katero so se kratkočasili z lajanjem na mimo bežeče prometne znake, hiše, vrtove, ljudi in pse, so prispeli na cilj. Cilj je bilo veliko ravno polje, ob robu katerega je tekla reka. Tu in tam je raslo samotno drevo ali nekaj grmičevja. Poletje se je bližalo koncu, avgustovski večer je bil topel in pihal je nežen vetrič, prežet s tisočerimi omamnimi vonjavami. Nebeško. Gospodarica je odprla vrata avtomobila. Šnuf in Taca sta se kot puščici pognala iz njega in začela bezljati naokrog. Smrčka sta jima sporočala, da je tu pred pol ure jezdil možak na konju, da je predvčerajšnjim deževalo, da je ribič v travo odvrgel 2 deževnika in pločevinko piva ter da se nekje v bližini potika poljski zajec. Pustimo za trenutek zajca ob strani. Šnuf in Taca sta se morala podpisati na nešteto travnih bilk in prekopati vsako krtino, ki se je skrivala med travo. Gospodar in gospodarica sta se usmerila proti reki. Psa sta za hip zaostala, nato pa švignila mimo in začofotala v mrzli vodi. Kako je prijalo! Obožujem sprehode, je rekel Taca. Vau, mu je pritegnil Šnuf. 2-urno pohajkovanje se je že bližalo koncu in vsi 4 so bili namenjeni k avtu, ko je Šnuf nenadoma zavohal, da je v bližini nekaj silno zanimivega. Takoj pridem, je rekel Taci in jo mahnil proti bližnjemu grmovju. Vonj je postajal vedno močnejši in že v naslednjem trenutku je Šnuf zagledal pred seboj kosmato, sivo rjavo bitje. Zajec. Tudi zajec je nekaj zagledal, namreč psa manjše rasti, z mokro dlako in izplazenim jezikom, ki so mu oči žarele v lovski strasti. Zajec ga je premeril in ocenil, da ni preveč nevaren, saj ima kratke noge. Šnufovega značaja se skozi dlako seveda ni videlo in značaj je ravnokar šepetal Šnufu. Če imaš plentik pred seboj, ga moraš ujeti. To je stvar časti. Šnuf je hlastnil proti dolgouhcu. Ko je gobec zaprl, zajca ni bilo več. Psiček se je osuplo oziral naokoli. Dolgouhec je čepel pod drugim grmom nekaj metrov stran. Videti je bilo, kot da se je sposoben premikati po zraku. Šnuf je stresel z glavo in se znova pognal proti njemu. Zajec je naredil nekaj skokov levo in desno. Šnufova zadnjica je med zasledovanjem opletala sem in tja, vendar ni popustil. Poganjal se je za plenom in stokal od napora. Zajca je čudila vztrajnost kratkonogega plenilca. Nabrusil je pete. Uhlji so mu vihrali in divjal je kot blazen, levo, desno, oster ovinek najprej v eno smer, nato v drugo. Dirka je trajala kar nekaj časa. Končno pa je Šnuf popustil. Bil je namreč tako izčrpan, da je videl dvojno in ker se ni mogel odločiti, za katerim zajcem naj teče, se je ustavil. Zajec je izpuhtel, še zajčjega vonja ni bilo nikjer več. Šnuf se je najprej nadihal, nato pa se je ozrl okoli sebe. Daleč naokoli ni bilo žive duše.
Prisluhnil je in povohal zrak. Od ceste v daljavi je vel vonj po toplem asfaltu in izpušnih plinih. Ušesa so lovila oddaljeno brnenje, cvrčkanje škržatov, nežno šumljanje reke in osamljene čivke ptic. Nikjer pa ni bilo ne duha ne sluha o gospodarju, gospodarici ali taci. Šnuf je kratko zabevskal. Odgovora ni bilo. Ah, taca in njegova kosmata ušesa. Zabevskal je še enkrat in nato zatulil. Nič. Škržati, reka in čivkanje so odzvanjali v prihajajoči mrak. Zatulil je še enkrat. Brez odgovora. To ni mogoče. Kje pa so vsi? Zdaj bo vendar kmalu čas za večerjo. Postajalo je čedalje bolj temno. Šnuf se je oziral okoli sebe in dlaka na hrbtu se mu je nasršila. Gospodar in gospodarica se gotovo ne bi odpeljala domov brez njega, ali pač? Medtem so preostali 3 člani družine stali ob avtu parkiranem na robu velikega polja. Zelena barva je v mraku postajala čedalje temnejša. Napenjali so oči in ušesa. Neštetokrat so zaklicali Šnufovo ime, vendar psička ni bilo od nikoder. Šnuf! Je ponovno poskusila gospodarica. Pridi sem, je pritegnil gospodar. Je dodal taca. Nič. Pa se je bil še pred nekaj minutami tukaj, je zmajala z glavo gospodarica. Le kam ga je neslo? Najbrž je lovil kakšno veverico, je menil gospodar. Ne more biti daleč. Kaj pa, če je padel v vodo in utonil? Se je zbala gospodarica. Taca jo je pogledal in zmajal z glavo. Kaj vendar govori? Šnuf plava kot riba. Podil je zajca, kaj nista opazila? Tudi sam bi se pognal za njim, če ne bi pasja pravila zapovedovala, da mora eden od psov vedno ostati z ljudmi, da se ti ne izgubijo. Medtem je Šnuf negotovo naredil nekaj korakov najprej v levo in nato v desno. Od kod je že prišel? Kako daleč je tekel? Med lovom je bila njegova kosmata glava tako zaposlena z zaznavanjem zajčjega vonja in premikanjem nog, da se zdaj ni spominjal prav ničesar drugega. Spet se je zatekel k običajnemu načinu pasjega sporazumevanja. Zalajal je enkrat, dvakrat, takole na splošno. Potem je zalajal še tretjič, malce manj na splošno in rahlo obupano. Prisluhnil je, ali morda kdo laja ali kliče v odgovor. Nič. Zdaj je prav od srca otožno zatulil. Tukaj Šnuf. Tako sem sam. Gospodarica je gledala na uro. Kaj bomo pa zdaj? Najbrž se še vedno podi kdo ve kje, bučman. Gotovo se mu prav nič ne mudi domov. Zdaj se je že docela stemnilo. Gospodarica, gospodar in taca so prenehali klicati, zlezli v avto in se odpeljali domov. Gospodar je bil tih in mrk. Gospodarica je imela solze v očeh. In če se mu je kaj zgodilo, je smrknila. Veš kaj, je rekel gospodar. Prepričan sem, da bo vse v redu. Jutri popoldne se bomo vrnili in prehodili polje po dolgem in počez. Naj mu bo v poduk. Že velikokrat smo ga lovili naokoli in mu reševali kožo. To je bilo res. Zgodovina je beležila precej sprehodov z naporno vsebino. Med drugim spor z besnim ribičem s polulanimi škornji, čez in čez blatno perzijsko mačko z živčnim zlomom, jato kokoši, ki so od strahu med dirko pred Šnufom odvrgle za cel vzglavnik perja, ukraden krožnik na žaru pečenega mesa,
pregriznjeno zračnico na kolesu športnika, ki je skočil odložiti potičko v grmovje, in objokanega mulca, ki mu je oče navil ušesa, ker je prinesel domov čisto scefranega zmaja in, namesto da bi priznal, da ga je strgal, ker ga je vlekel skozi drevesno krošnjo, vztrajno trdil, da mu ga je zgrizel en zoprn majhen sivorjav pes. Noč je bila temna in hladna. Osamljeni Šnuf je z bridkostjo v srcu taval naokoli in na koncu lačen in izčrpan zadremal pod leskovim grmom. Ko se je zjutraj prebudil, najprej ni vedel, kje je. Nato se je zavedel svoje žalostne usode in nekaj časa tulil. Ker to ni imelo nikakršnega učinka, je prenehal in se zastrmel predse. Čez čas je v daljavi zaslišal glasove. Našpičil je ušesa in oddirjal v tisto smer, vendar ni našel gospodarja in gospodarice. Po polju je hodila skupina ljudi z 2 velikima rottweilerjema, ki sta jezno zarenčala nanj. Šnuf se je pritajil za drevo in ostal tam še dolgo potem, ko so ljudje in psi odšli mimo. Pogum ga je zapustil. Brezciljno se je potikal naokoli in prišel do roba polja, kjer so prejšnji dan parkirali avto. Prepoznal je grm, na katerega sta se s taco podpisala na začetku sprehoda. O, taca, o, gospodarica in gospodar, kje ste? Kako prijetno je doma, kako mehke so postelje, kako dobri makarončki z mesom in kako lepo škriplje predal, iz katerega gospodarica jemlje čokolado. Šnuf je legel pod polulani grm in se pripravljal, da bo umrl od lakote in žalosti. Oj, Šnuf, tukaj si, glej ga, tukaj je! Šnufu se je zdelo, da ima privide in prisluhe. Nekaj metrov stran se je ustavil avtomobil. Sprednje in zadnje okno na levi strani sta bili odprti. Skozi zadnje okno je gledal taca, skozi sprednje okno je gledala gospodarica. Nato je odprla vrata, stopila k grmu in vzela psička v naročje. Odnesla ga je v avto in ga zavila v njegovo odejico. O, ljuba odejica. 2 dni je bil Šnuf zelo tih in priden kuža. Pojedel je, kar so mu naložili v skledo, mirno dovolil, da so ga temeljito okopali, nato pa ležal v svoji košari in počival, od sebe ni dal niti najmanjšega glasu. 3. dan je že navsezgodaj zjutraj pri vratih pozvonil dimnikar. Šnufa je izstrelilo iz košare, pognal se je po stopnicah navzdol do vhodnih vrat, se zaganjal proti kljuki in renčal kot blazen. Je grozil črni postavi za mlečnim steklom, ki se je previdno umikala. Gospodarica je prihitela iz kuhinje, odvlekla Šnufa stran in ga zaprla v dnevno sobo. Nato je odprla vhodna vrata in uredila dimnikarske stvari. Ko je zvečer prišel domov gospodar, je naletel na spokojen družinski prizor. Taca je s pliškom pod glavo spal na preprogi v dnevni sobi, gospodarica je zraven njega na kavču brala knjigo, Šnuf pa je dremal ob njenih nogah, zavit v odejo. Kako je naš potepuh, je nežno rekel gospodar in počohal Šnufa po glavi. Psiček mu je obliznil roko. Saj si priden kuža, je rekel gospodar, priden kuža in radi te imamo, priden. Gospodarica je pogledala iznad knjige. Na tvojem mestu ga ne bi preveč hvalila, je rekla, je že zdrav. Danes zjutraj je skoraj pojedel dimnikarja.